In kot obljubljeno v tem studiu danes zjutraj, nekje sem prebral celo oče prvega slovenskega satelita, dr. Iztok Kramberger. Dr. Iztok, dobro jutro. Dobro jutro. Oče prvega satelita, kako se to sliši, ne? Zanimivo. Ja, ampak je pa res, v bistvu, ne? Ker glede na to, da v Ljubljani so morali ga kupiti, mi smo ga pa sami naredili, je tako pred leti. To zdaj bom jaz z manjšo vnemo komentiral. No. Bom pa rekel tak, ja, pač, morda sem res nekdo, ki je nekaj zasadil, ne? Je pa res, da je to delo ogromne ekipe. Ne? Absolutno, to je brez nadaljnega. Ampak Maribor se je recimo pa že od vašega zadnjega obiska tukaj pri nas v tem studiu, kar se vesolja tiče, proizvodnje nekih komponent oziroma pomembnosti, ko govorimo o vesoljskem programu, evropskem in svetovnem, nenormalno razvil. Zdaj, nenormalno je tudi spet... Ja, stvar zornega kota, vemo, ampak ja. Stvar zornega kota, ne, ampak ja, definitivno podjetje raste, na kar sem zelo ponosen, ne, to je, pa če zasadiš seme, pa pol obračaš to rožico, ne, pa zalivaš, dokler je zelo majhna, zdaj pa je rahlo zacvetela, ne, potem pa je seveda občuduješ. Ne. In govorimo seveda o podjetju Skylabs, pa me zanima, kako je to že samo, da dobiš idejo, da bi pa v Mariboru naredil vesoljsko podjetje, ne, to je, pa je pogum, da se to dejansko izvede. Zdaj, lahko rečem, da sama ideja za podjetje je stara že več kot 20 let, torej, ko smo mi stopili prvič, ko smo bili recimo pač preko Evropske vesoljske agencije pobudo, da bi delali nekaj na tem področju, takrat kot čista univerza in ekipa na univerzi, sem jaz pač tudi tam kristalno jasno povedal, da pač, če se hočemo Slovenci iti neko vesolje, ne, pač ne bomo delali tega, da bomo izvažali znanje, ampak večjemu lahko izvažamo tehnologijo, ker znanje moramo ohraniti tukaj. Ja, definitivno, ne? In tu smo zdaj zelo uspešni, ne? To si pa lahko priznamo. Mislim, da smo, ja. Zdaj, kaj to točno pomeni, recimo povprečnemu poslušalcu, poslušalki, kaj to pomeni, da je podjetje Skylabs uspešno, kar se evropskega programa, vesoljskega programa tiče? Kaj to točno, konkretno pomeni? To točno pomeni, da je konec lanskega leta preko 350 enot, ki so proizvedene v Mariboru, poletelo vesolje na zadnjem Falconu, da bo letos približno 2 toliko, najverjetneje, če bo šlo vse po planu, torej to ni dosikrat odvisno od nas, tudi od samih izstrelitev in pač naših strank, da opremljamo približno 10 konstelacij z večjim številom satelitov. In na to smo seveda zelo ponosni, da je proizvodnja zasedena približno za okoli 2 leti, da potrebujemo nove prostore, da je cilj graditi novo stavbo pod Pohorjem zraven fitnessa, da nam je cilj dvigniti dodano vrednost na zaposlenega iz 60 na 90 tisoč evrov in se približati nekako avstrijskemu povprečju, kar morda ne sliši se tako dobro, ampak je malo niže pod povprečjem, ampak vseeno je to za slovenske razmere precej dobro in s tem pač poskušamo ohraniti visokotehnološki kader v Mariboru, namesto da nam pač se dnevno vozi čez mejo. Toliko o tem, kak je to stvar perspektive, kak smo uspešni v vesoljskem programu v našem mestu, da lahko samo rečemo klobuk dol in seveda je to delo ekipe, ampak nekdo pač mora, ne? In zdaj se pripravljamo, da pošljemo gor 3. satelit, ne? Ki bi se mi zdi, da že moral iti, pa nekako ni šlo. Ja, ta nesrečnež ima zdaj že kar precej nekako dobo, da bi poletel, torej satelit je že pripravljen kar nekaj časa. Je že tudi integriran od lanskega leta, to, kar smo ga integrirali v Berlinu in potem prepeljali pač na novo izstrelišče na Norveškem. Sedi na nosilni raketi, nosilna raketa se zdaj ponovno pripravlja na polet. Trenutno sta datum 19. in pa 21. marec.
ob 8 uri zvečer, tako da ljudno vabljeni. Držimo pesti, da bo. Ziher, mislim, je neka dodatna kvaliteta, ker je Mariborčan tam, ne, se pravi satelit z Maribora, ziher zabava ostale satelite, razumeš, nagovarja, pijejo, pojejo. Ziher je drugače, kot če bi neki Nemec zraven sedel, ne, oziroma bil glavni. Kaj bo počel ta satelit, kakšna bo njegova funkcija? Okay, ja, torej, te naše majhne tehnološke demonstracije so, morda pač na začetku povem, zakaj so to taki majhni sateliti, ker je to cenovno trenutno najbolj ugodno. Podjetje trenutno je v samem, torej v tehnološko izjemno sposobno narediti izjemno majhne podsisteme, to še ne pomeni, da pa opremljamo majhne satelite. V povprečju nekje se opremljajo sateliti do 75 ali pa tudi že zdaj novi do 150 kg. Torej, velikost satelitov, ki jih opremlja podjetje, je dosti večja. Tehnološke demonstracije so pa namenjene temu, da določeno tehnologijo preverimo v vesolju in trenutno delamo na tako imenovanem vizualnem zavedanju v vesolju, to je pač raziskovalni del, ki ga pač pelje univerza skupaj z podjetjem in ta raziskovalni del potrebuje nek slikovni material in TRISAT-S je pravzaprav taka tehnološka demonstracija, ki bo zdaj v večini zbirala ta slikovni material. Drugače pa v osnovi pa bomo demonstrirali varno povezavo, kar pa so nas stranke že skoraj leto in pol prehitele. Žal zaradi zakasnitev, pač pride pač produkt prej v vesolje, predno si ga uspel pokazati ti. Ok, tako da že imamo rešeno, ampak zdaj bomo samo potrdili v bistvu. Dr. Risto Kramberger je naš gost, govorimo o vesolju, kaj se tam ta trenutek vse dogaja, kakva je perspektiva, kje je tu vloga Slovenije in ali res obstaja možnost, da bomo končno na recimo, ne vem, mednarodni vesoljski postaji ali pa na postaji na Luni, če bo kdaj tam videli tudi Mariborčana ali Mariborčanko. Vsem temu nadaljevanju. Dr. Risto Kramberger, oče slovenskega satelita, je v tem studiu. To je tako cool, mi smo tako veseli, da nimamo samo, ne vem, veš, da se menimo o Nordungu, pa da je o Hermanu, no, pa da je, ne vem, da imamo tablice, hvala Vega in tako dalje. Imamo tudi očeta slovenskega satelita, dr. Risto Krambergerja. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, o dogajanju in o našem tretjem satelitu, ki je zdaj pa končno na poti gor, smo že govorili. Zdaj pa dejstvo je, da je vesolje seveda že nekaj časa zelo mamljivo, bomo rekli, iz takih in drugačnih razlogov. Vemo, Američani zdaj spet po dolgem času pošiljajo človeško posadko na Luno. Tudi Elon Musk je razlagal, da je Mars mogoče pa vseeno preveč oddaljen, da je morajo na Luni narediti nek habitat in tako dalje. Se razvija, tudi veliko denarja se vlaga v vesoljske programe. Definitivno, ja. Evropska vesoljska agencija mislim, da je leto zaključila z rekordnim sklopom financ, ki so jih države članice plačale in predvidele za naslednjo pač kratko obdobje, torej mislim, da proletje ali dvoletje. Tako da ja, količina kapitala se dviguje, trg postaja vedno bolj zanimiv in seveda pač to povzroča tudi hkrati neko tekmovalnost na trgu, kar seveda ga tudi začne oblikovati. Ne? Pač dokler so to bile bolj kot ne tu in tam kakšna država, ki je pač imela zelo pač bolj militaristične cilje, so te stvari potihoma pač lezle v neko smer, ne, pa marsikaj ne vemo, zdaj pa je to pač bolj tak postaja odprti trg, se formira, ne, in seveda, ja, za nas je pač pomembno to, da smo pravi čas zajadrali v morje, ne, in da pač poskušamo biti na vrhu. Koliko je realno hotel na Luni, recimo, ne? Koliko je realno hotel na Luni, zakaj pa ne, mislim. Načeloma je ogromno črvin, recimo, kjer bi naj tudi bila voda, to je recimo nekako zadnja domneva, zato smo mi tudi nekako predlagali recimo našega Pajkovca Saro, slovenskega junaka, da bi šel pogledat kinjo, da bi to malo pogledalo. Namreč z kolesniki težko gredo v te črvine, ker je najverjetneje od spodaj led, torej naj bi se večina vode pravzaprav zbrala v teh črvinah, ker nikoli ne posije sonce in se tam zledenila.
Ta zna biti tudi kar precej smiselna, ne? Ker je kar dobro zaščitena. Ne? Edino ne vem, kje bomo malo zakurili, ne? Da bo toplo. Da bo spustilo. Šalim, ne? Ampak ja, tudi pred mnogimi leti, ne, se je nekako enkrat ljudstvo odločilo in naredilo mednarodno vesoljsko postajo, pa so tudi nekaj zgradili. Ne? Ja, res je, ja. Zakaj ne bi? Ne? Ja. Danes je bolj, se mi zdi, da se bolj prerekajo, kdo bo hrano gor vozil, kdo bo zdaj tisti, ki bo z McDonald'sa pripeljal. Ja, vse to je, najprej naredimo, pol pa se sva vedno pride do zapleta, kdo bo to oskrboval, pa kdo bo sem, pa kdo bo, kjeri kamioni bojo. Zdaj to pa, pač ta dostava oziroma režija pol postane problem po velikih znanstvenih prebojih. Vesoljski turizem veliko bliže, sicer ga že imamo, ampak v Evropi kot takega še ne, ampak tu tudi pravite, bo kmalu. Jaz sem tukaj krpe pričan, da zna to morda uresničiti sanje marsikoga, ne, ki sanja mogoče o astronautih, sicer novodobna mladina, ne vem, koliko jim je vesolje že tako privlačno, ne, naša nekoliko, jaz sem že pač med starejšo generacijo, to seveda bilo nekako, ne, vedno mnogo privlačnejše, ne, še posebej pač zaradi vse znanstvene fantastike, ki se je v našem času res dobro odvijala, ne. Tako da to je to je mladina definitivno prikrajšana, se prepričam. Ampak drugače pa da, ja, ne, torej tukaj ne vidim tukaj vidim, no, da bo kar precej hitro, po moje, možnost, da boš poletel in vsaj če ne drugega pogledal na zemljo z koliko manjše, drugačne perspektive. Da mi je to enkrat dano, to je... postati astronaut pa je sve, ne glede na to, kako se to sliši romantično, je pa to predvsem veliko odpovedovanja in vprašanje, kdaj bomo videli prvega Slovenca ali Slovenko, ne? Ja, dejansko tukaj nisem informiran, koliko je bilo prijav v zadnji rundi iz Slovenije, ne? Ampak definitivno, ja, ta poklic se morda zdi romantično privlačen, ampak je kar ogromno odrekanja, ne? Tako da, ja. Ja, bomo videli, ne? Mogoče pa bo kdo... Tega še nisi, če bi... Tega še nisem probal, ampak mogoče jaz imam rad trdna tla. Ne pretiravajmo. Ampak kakorkoli, ko potegnemo črto, izjemno veseli in ponosni smo, lahko, da je v našem mestu tako podjetje, kot je Skylabs, ki res deluje vrhunsko in je v špici, ne samo v Evropi, ko govorimo, ampak seveda tudi v globalnih razmerah in da je Maribor na nek način tudi prav preko vas na vesoljskem zemljevidu. Kakšni so načrti? Ja, zdaj je treba pač stabilizirati proizvodnjo, to lahko naredimo zgolj tako, da pač ugotovili smo, da rabimo novo stavo, ne? Tukaj se zahvaljujemo državi, ki nam je tokrat prisluhnila, tako da smo dobili neko manjšo investicijo, bi se rekel, ne, v primerjavi z tujimi podjetji, ne? Ja, vseeno, ja. Zelo pomembno, zato da bomo lahko pač poskušali zagnati večjo količino proizvodnje, drugače pa pač stremimo k novim sistemom, tako da dvigujemo inteligenco na krovu, to je nekako zdaj naš glavni fokus in mislim, da smo tukaj kar precej dobri, tako da, ja. Tako da je, ne? Yeah. Bo še ne bo sfalilo. Ne, to ne fali, ja. Odlično. Da bi le samo šlo, tako bo, ampak še bolj strmo navzgor. Dr. Kramberger, hvala lepa za obisk, čas, vse zanimive informacije in vsake toliko, ne? Bi bilo fajn, da se vidimo, pa da se malo pomenimo o vesolju. Tudi prav, lepa hvala. Hvala vam.